Lepo pozdravljeni v tednih vseživljenjskega učenja. Verjetno ste že zasledili ali celo obiskali katero od prireditev, s katerimi spodbujamo vključevanje v učenje, ki poteka skozi vse življenje. In tudi najin današnji pogovor na Konjskem vrhu bo potekal na to temo. In zato sva se izbrala oziroma usedla v prav poseben kotiček. Karel, dobrodošel v tednih vseživljenjskega učenja, ti si naš že stalni sodelavec na tem področju. Povej nam nekaj o tem, zakaj sva tukaj pri tem kipu. Ja, dobrodošli tudi vi na Konjskem vrhu, čeprav samo preko slike, posnetka. To je en prav poseben kip. Soljčevani so mi ga podarili za 60. rojstni dan, vem, da zgleda mnogo starejše, ampak so me upodobili na način, ki mi da misliti in mogoče lahko da misliti tudi še komu. Namreč upodobili so me, s čarovniškim klobukom na glavi, s knjigo v roki, učenje, vedo, da rad berem, da so knjige, da brez knjig preprosto ne bi mogel, ker ne morem, da mi ne bi dal nekdo kar naprej nekaj misliti, oziroma da mi ne bi spodbujal k nadaljnosti razmišljanja, k uvidom. Ampak to, kar je pa posebej sporočilno, dejansko je pa voda priteče ne samo tukaj iz skale, ampak tudi tam iz srca. Kaj so mi s tem sporočili? Ja, ti le beri, ampak tvoje vedenje naj posveti srčnost in dejansko nam pripoveduj, naj bo tvoje vedenje posvečeno za srčnostjo, za žlahtnim odnosom do nas. Tako se mi zdi samo vedenje, sam razum, ki ni posvečen s srčnostjo, z duhovnostjo, z enim občutkom za žlahtno sobivanje, je lahko tudi nevaren. Vemo, kaj vse človek zmore narediti, ampak vse, kar zmore narediti, ne sme storiti, če ni v odnosu srca, duha, če ni v odnosu kulture, če ni v odnosu žlahtnega medsebojnega sožitja. Tu se večkrat spomnim na enega velikih mislecev, filozofov preteklega stoletja, Martina Heideggerja, znanega filozofa, ki pa je bil navdušenec nad pristaš Adolfa Hitlerja. Veste, razum, ki ni posvečen za srcem, je lahko nevaren. In soljčevani so mi dali jasno vedeti, da oni želijo to, kar jim pripovedujem, da je v posvečenosti duha in srca. In tukaj se lahko naveževa kar na en tisti tvoj znameniti rek, da šola uči, življenje nas pa izuči. Včasih tudi skozi kakšne lekcije, ki jih ne želimo prejeti oziroma se jim kar malo upiramo. V bistvu, če pomislim nase, največ sem profitiral z uvidi takrat, ko je bila kriza, takrat, ko ni bilo luštno. Kadar je bilo obdobje prijetnosti, sem bil ponavadi zaparkiran v tisto prijetnost, ampak sami vemo, mi rečemo v cerkvi, da smo odrešenska bitja, drugače pa ne cerkveno, evolucijska bitja. Nekaj nas žene k nenehni rasti in preraščanju. Mi bi se, recimo, če pomislimo na ljubezen, na odnos v ljubezni, zelo radi zaparkirali v eno prijetnost, ampak vemo, da nekaj v odnosu vzbudi priložnost za nadaljnost. To pa je, ponavadi se pojavi kot neka kriza, večkrat ne vemo niti razlog zakaj, ampak je zato, da prerastemo nekatero določeno stopnjo v medosebnem odnosu. Nekateri bi se radi temu izognili in ponovijo z drugo osebo, ampak pridejo ponavadi do iste lekcije, neredko še teže, ker se toliko teže soočiš, da nisi predelal to, kar bi že moral predelati. Dva se zaznata kot najboljša priložnost za rast v odnosu, ne pa za parkiranost v odnos. To se preprosto ne da. In je zelo fino, če ti nekdo naprej pove, da je kriza zate, bo priložnost, ne se ustrašiti krize. Če si sam preveč v njej, če sta preveč v njej, če smo preveč v njej, potrebujemo nekoga, ki je
sveta Terezija Avilska bi rekla najboljši, ki vidi z neke distance situacijo in nam pomaga na nek način, ne da nam on soli pamet, ampak nam pomaga, da dejansko sami uvidimo z primernimi vprašanji, predvsem, da sami uvidimo, kaj nam življenje v določeni krizi želi ponuditi, v kaj nas želi dejansko odpreti. Ne? Tako da vse življenjsko učenje ni samo učenje iz knjig, ne? Tudi, ampak če pomislim nase, je bilo vsekakor znanje je pomembno, ne? Knjige so pomembne, ampak so pomembne, če so potem v dopolnjevanju z tem, kar ti pa življenje ponudi. Lekcije, ki ti jih da življenje. To, kar preberemo kot lekcijo v nekem zapisu, v nekem razmišljanju, moramo potem sami na osebnem, na doživljajskem nivoju to lekcijo tudi predelati. To je pa mnogo težje, ne? Lažje je biti pameten, ne? Kot pa potem, ko nas življenje uči. In sam sem bil postrežen večkrat z kar nekaj lekcijami, da bi zakapiral, ker nisem hotel, ker sem trmoglavil, ker sem vedel, da imam jaz prav, da prav je učenje. In to učenje vse življenjsko v nenehnem preraščanju. Ampak pomembno je tudi to, da ta svoja spoznanja, svoje izkušnje izmenjujemo z drugimi. Ja. In zato so pomembno je učenje v skupnosti, učenje v manjših skupinah, izmenjava izkušenj, recimo študijski krožki, ki vem, da so tako pri nas v Šmarju kot tu na Solčavskem zelo dobro razviti in so tipični primer tega, so izredno pomembni, ker kaj ti pomaga vso znanje, če ga držiš zase, če ga ne podeliš, če ga ne izmenjaš z nekom. In si zato osamljen v doživljanju življenja. Ne? Ti tako imenovani študijski krožki so res ena dobra priložnost, še posebej, če se uglasijo v pristnost. Ne? Da ne govorimo, kako naj bi bilo, ampak kako doživljamo življenje v resničnosti. In ko sam pripovedujem, zato ljudje radi berejo tiste smešnice, smešne prigode, ker se približaš človeku s človeško pristnostjo, ne že kot dodelan, kot pameten, ampak kot učeči se, Ker tudi Jezus je rekel, en je učitelj, vi ste pa učenci, bodite učenci življenja, ampak učenci smo manj osamljeni, če je tudi drugi ob meni učenec, ne pa nek pametnjakovič, ki že vse ve, ki je strašno pameten, ki že vse zmore. Ob takem se počutiš tako nelagodno. Tudi zato sam pravim, da ne govorim resnice, ampak govorim teze, oziroma svojo iskreno, svojo spoznavne resničnosti. Govoriti resnice, trositi resnice pomeni, da te lahko drugi samo še posluša, ker si ti tako pameten. Če si pa pripovedujemo svoje spoznavne resničnosti in jih začimnimo z zgodbami življenja, je pa to neizmerno prijetno in smo manj sami, oziroma na ta način se premaguje osamljenost. Če se pa dobimo in govorimo samo na nivoju razuma, razumskih spoznanj, je pa to duhamorno, ker se ne dotakne duše. Bližnji se me dotakne za svojo pristnostjo, za svojim iskanjem, ne zaplotnik, ne pot, ne cilj, ne govorimo o ciljih, kak naj bi bilo, ampak kako to doživljamo z vizijo preraščanja, približevanju vrhu gore, ne pa da smo že na gori in smo zdaj strašno pametni. In to se mi zdi, da prav naš čas prav ta način potrebuje, ker smo mnogi v enem takem čutenju velike osamljenosti, zapuščenosti. In vemo, da naš čas ni enostaven, ni lahek in zato se moramo res drugemu približati v svoji doživljajski in spoznavni resničnosti, ne pa v resnici. Bomo manj sami. In to je tako prijetno. Ja, in spet smo pri tej poti. In na poti izbiramo ali pustimo, da drugi izbirajo, s čim se hranimo, s katerimi informacijami, tudi s katero hrano, s katerimi spoznanji. Tudi to se mi zdi zelo pomembno. Zelo pomembno, ja. Jaz osebno ne poslušam poročil, ne gledam poročil, če poslušam, mogoče v 5. zjutraj, mogoče pa še to neredno, ampak sam izbiram novice, da jih uravnotežim, da imam čas za premislek, in potem je seveda v vsaki novici potrebno
tudi spregovoriti z ljudmi, ki raznoliko mislijo. Ne. Bog ne daje iskati tiste, ki mislijo tako kot ti, ker lepo si pečen, ne? Pa si zapečen v enoumju in sam potrjuje svojo resnico, to je pa tako, bi rekel, Bog se nas usmili. Ne? Jaz potrebujem ljudi, ki raznoliko mislijo, zato da moja misel ima material za razmislek. Ne? Jaz rad mislim za svojo glavo. Ne? Tudi glasbe ne pustim, da mi izbirajo drugi, ampak zdaj te možnosti dopuščajo, da sam izberem glasbo, ki me pomirja, ki prebuja v meni stabilnost, ker tudi to je zelo pomembno, ne? Da ti nekdo ne vzbuja nekih čutenj z glasbo, ki seže zelo subtilno v mojo doživljajsko resničnost. To mora res vsak ceniti samega sebe in si postrežiti s tistim, ne, kar takrat potrebuje. Ne. Če potrebujem moje telo neko lahko jed, recimo neko solato, potem grem in si naberem solato in ne bom pustil, da mi nekdo postreže z neko jedjo, ki je pretežka. Ne. In tu, tako kot si postrežemo hrano, ki jo potrebuje, ki je v skladu s potrebami mojega telesa, tako si tudi postrežemo z vsebinami, ki so v skladu z našo potrebo, z našimi zanimanji in seveda, kot je prijetno sesti za skupno mizo, ker nas je več, tako je tudi prijetno to vsebino predelovati, o njej razpravljati, osvetljevati z stališčem večjih glav. Ne. Je pa tu zelo, zelo pomembno, ne, da res vsak razmišlja za svojo glavo. Glejte, Bog nam je dal ta zgornji štuk, ne, zato da ga uporabljamo, ne da drugi dejansko mislijo namesto nas in vlagajo program, kak naj bi mi razmišljali. Lejte, Bog nas varuje tega. To sicer poskušajo, ne, da boš mislil tako, kot mi mislimo. To je ta, bi rekel, prefinjena manipulacija tudi preko medijev, ne, lahko, ja, očitno lahko, z lahkoto, ne. Raznolikost misli, argumenti tehtati, nikoli ni življenje enoumno. In tukaj, ko živiš na samoti, na kmetiji, kamorkoli pogledamo, se srečamo z dediščino. Ja, kulturno dediščino. Se mi zdi, da je to tudi ena tista plat, ki je zate zelo, zelo pomembna in iz katere se učiš in katero tudi ohranjaš. Ja. Tu, na tem prostoru, kjer bivam, ta prostor je obdan z 2 potokoma in na teh 2 potokih je bilo nekdaj 17 mlinov. Sedaj ni niti eden, pravzaprav eden bo obnovljen po zaslugi entuziazmov domačinov. Čez nekaj časa bomo enem od prispevkov pokazali, bo deloval tudi mlin. Drugače pa so te mline, stare mline zapravili, zavrgli, ne? So pa izjemna dediščina in potem nekaj so mi ostankov prinesli, ljudje vedo, da imam rad stare stvari, so mi to prinesli in sem umestil tja na zid, ker je zgodovina. Veste, v te stare predmete so vtisnjene zgodbe preteklosti in to ne pustiti trohneti, ne to zavreči, ne? Ker nove stvari morajo zgodbo šele pridobiti, ne? Morajo biti šele zaznamovane s tem, kar mi živimo, ker smo zgodba življenja. Stare stvari, stara dediščina, ne? To pa morate ohranjati. Ne? In če imate stare posode, če imate karkoli, kar je dediščina vaših prednikov ali pa vašega kraja, to cenite, to vrednotite, to bi morali zbirati in ohranjati, ker mi živimo iz korenin. In če smo dobro ukoreninjeni, dejansko potem tudi v sedanjosti, v sedanjem času in prostoru lažje rastemo v tisti polni moči, ker segamo globoko, ne? Duhovno, kulturno, na vseh področjih. Ne? In kaj za konec reči? Povabimo vas, pridite, poglejte, kaj se dogaja v vaših krajih v tednih vseživljenjskega učenja, ker zelo veliko zgodb, veliko stvari imamo različni izvajalci in ljudje zapovedati. Prav vi imate, ne, res to bi rekel pestro ponudbo.
treba je slišati zeliščarje, ne? Ker nas želi farmacija odtujiti od naravne lekarne. Treba je zopet skrbeti za stara semena, ki imajo možnost razmnoževanja. Ne to predati v roke tistim, ki očitno hočejo manipulirati in nas narediti popolnoma odvisne. Zato je treba res se učiti, dokler še imamo čas, tudi stare zgodbe, stare pesmi, zapisovati zgodbe ljudi, ki so bili svojski, izvirni v določenem kraju. To je vse kapital nekega kraja, to je tisto bogatstvo, ki ga ne smemo zamuditi. Ne? In ne misli, to bo naredil nekdo drug. Ne, ti si tisti, ki si poklican, še posebej, če imaš notranji vzgib za določeno področje, da to poslanstvo, ker to je pa poslanstvo, tudi uresničiš. Jana, lahko pokažem, kako se to... prosim, kako se vrti? Čas, prišlo mi na misel, ne? Čas teče, čas se vrti in tole kolo mi je na nek način podoba tega časa, ki teče in dejansko je podoba po drugi strani tudi večnosti, kajti krog nima ne začetka, ne konca. In naj steče ob koncu našega druženja, ko vas pozdravljava z Jano iz Konjskega vrha v znamenju tegale teka.